Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneca, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Musonius Rufus, predavanja. Nekateri ljudje so ostroumni, drugi so togi, nekateri so vzgojeni v boljšem okolju, drugi v slabšem. Slednji, ki imajo slabše navade in vzgojo, bodo potrebovali več dokazov in skrbnega poučevanja, da bi obvladali te nauki in jih oblikovali na enak način, kot morajo telesa v slabem stanju prejeti veliko nege, če se želi doseči popolno zdravje. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Ta citat nas opomni na dejstvo, da imamo vsi različne začetne pogoje v življenju. Nekateri imajo srečo, da so vzgojeni v okolju, ki spodbuja zdrave navade in pravičnost, medtem ko so drugi manj srečni. Predstavljajte si, da ste trener ekipe. Nekateri vaši igralci so naravno nadarjeni, nekateri pa imajo manj naravnih sposobnosti ali so manj pripravljeni. Vendar pa to ne pomeni, da bi morali biti manj zahtevni do tistih, ki so manj nadarjeni. Nasprotno, ravno ti igralci potrebujejo več vaše pozornosti, več vašega treninga, več vašega vodenja. Prav tako, kot trener svojim igralcem, kot starš svojim otrokom, kot učitelj svojim učencem, moramo tudi kot družba poskrbeti za tiste, ki so se znašli v težjih okoliščinah. Potrebno je več dokazov, več poučevanja, več usmerjanja. Podobno je tudi z našim telesom in umom. Če smo v slabem fizičnem ali mentalnem stanju, moramo vložiti več truda, da bi dosegli zdravje. Potrebujemo več discipline, več skrbnosti, več časa. Toda to je pot, ki jo je vredno ubrati, saj na koncu poti leži popolno zdravje, tako telesno kot duševno. Vsak od nas je vreden tega truda, ne glede na to, kje smo začeli. Vsak od nas je vreden skrbnosti in usmerjanja, ki nas vodita k boljšemu jaz, boljšemu svetu. Kot pravi Seneca, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podkastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.